te, ne reci ne, pridruži se nam. Wings, kot topov stiske rok, krepi se naša moč, ki ponese te vse do zmage. Wings, je nasmeh, ki te vroči, na srce lepši zdi, ko misel nosite, le poglejte. Če mikate, ne reci ne, pridruži se nam. Kot čarobni sine bo nam obarva, odpenete tja, kjer vse se začne. Tja do zvezd, Oblaki beli skozi čas te podijo, življenje si rišeš, le z domišljijo. Ko letiš med zvezde, Wings, kot topov stiske rok, krepi se naša moč, ki ponese te vse do zmage. Wings, smo vesela druščina, prijatelji za spet, ko misel nosi nas, le poglejte. Wings, čarobni ta Wings, in ko med zvezdami spiš, mogočnih čarobnih žarki, zasije naš Wings. Medtem ko je Flora uspešno opravila izpit, se je Stella pripravljala na lepotno tekmovanje. Njena največja tekmica je bila čarovnica Lucy, ki so ji z urokom pomagale Triksice. Stelli je vseeno uspelo osvojiti naslov. To je bila za vse dobra šola. Razkrita skrivnost. In kako dolgo boš doma? Koliko prostih dni imate? En teden. To pa ni prav veliko. Vem, ampak vseeno je bolje kot nič. Gospodinjstvo očitno ni tvoj najljubši predmet, kaj? Nikoli ne bom znala. V teh nekaj mesecih si zelo zrasla. Se ti zdi? Ja, prav gotovo. Mami, vohaš, da se nekaj žge. Joj! Ojoj! Ne, mami! Prava katastrofa! Bom jaz! Pazi! Brez skrbi, vem, kaj delam. Neverjetna si. Samo kuhinjo sem rešila. Res nisi najboljša kuharica, toda tvoje moči so izjemne. Na Alfeji sploh nimamo gospodinjstva, ampak vseeno je odlična šola za vile. Živjo, miška moja! Živjo, očka! Živjo, Blum! Živjo! Se vidiva zvečer. Prav, lepo se imej! Glej, no glej, kdo se je vrnil. Mici, na počitnicah sem. Na kakšnih počitnicah? Šolskih. Mudi se mi. Hej, sej ne gori voda. Vsi v razredu se sprašujejo, zakaj te ni. Zdaj hodim na drugo šolo. Zakaj? Je bila naša pretežka zate? In kam so te zdaj vpisali? Na posebno šolo? Hudo se motiš. To je šola za izjemna dekleta. Ne verjamem. Na to se pa res požvižga, Mici. Hej! Adijo. Kar nekaj mesecev je mimo in Mici je še vedno ista. Jaz pa ne več. Alfeja me je spremenila. Nikoli več ne bo tako kot prej. Čakaj malo. Tisti možakar. Njegovo auro vidim. Neverjetno. Aura razkriva človekovo pravo naravo. Poskusila bom še enkrat. Hej, kaj pa zjaš? Te niso naučili, da ni vljudno takole buliti? Oprosti. Nisem vedela, da imam takšno moč. Na Alfeji tega ne znam, ampak tukaj je druga pesem. Wow!
Torej velja, kot smo rekli, da se jutri spet srečamo. O, Blum, pridi sem. To je moja hčerka Blum. To sta gospod Bonner in gospod Brown, moja bodoča poslovna partnerja. Zdravo. Hvala enako. Partnerja? Tako je, od jutri naprej bomo tudi uradno partnerji. Tvoja mama bo postala solastnica verige cvetličarn. Ja, res, odlična priložnost za njo. Pa imava še eno tepko, ki je padla v najino past. Niti sanja se ji nekaj očaka. Takoj, ko bo podpisala pogodbo, bova porušila to ušivo cvetličarno in postavila trgovski center. O ne! No, velja, jutri nasvidenje. Ja, nasvidenje. No, kaj praviš na to, da bom zdaj poslovna ženska? Položim te rože na polico? Pusti se ne mudi. Ljubica, kaj je narobe? Kje si našla tista dva? Nisem ju našla jaz. Ona dva sta našla mojo cvetličarno. Poslovneža sta, ki delata za veliko podjetje. Zdaj pa povej, kaj je narobe? Mami, pri ljudeh vidim njihove aure. Kaj hočeš reči s tem, ne razumem? Vidim, kakšni so ljudje v resnici, po duši. Kar povej. No, ta dva možakarja. Gospod Brown in gospod Bonner? Pretentati te hočeta, ne smeš jima zaupati. Ampak imela sem občutek, da veste, kaj počneta. Pazite, prevaranta sta. Kako pa naj se prepričam? Zaupaj vame in v moje moči, samo to. Vanessa, ne razumem, zakaj ste si premislili. Še malo prej ste bili pripravljeni na sodelovanje. Pa kaj se je zgodilo? Bili smo že dogovorjeni. Nič se ni zgodilo, samo spoznala sem, da sem zadovoljna s tem, kar imam. Bravo, mami. Prosim, vzemite si še en dan za razmislek. Jutri se vrneva, da se spet pogovorimo. Res ni potrebe, moja odločitev je dokončna. Cvetličarna bo ostala, kakršna je. Dobro, poslušajte. Lahko se zgodi kakšna nesreča, se razumeva? Ne bom si premislila. Tudi prav. Ampak kot sem rekel, upsa. O, moja Mona Maksimum. Kako sem štorast? Še žal vam bo takšne edinstvene priložnosti ne bo več. Z Bogom, gospoda. Hvala, Blum. Magical bloom, you will live on in my heart. When you return to the skies above, you'll be a part of our secret, and you know, yes, you know how the dream inside you left its wound, and at the last you'll find out everything you are. Magical bloom. In tako se je zgodilo. Blum, lahko odneseš tisto vazo ven, prosim? Takoj. Upam, da teh barab ne bo več. Ja, jaz tudi. Ampak si ne delam utvar. Očitno sta zelo odločna. Blum, poglej, Kaj? Je kaj narobe? nekdo je vlomil. O, ne. Kako strašno! Pa saj ne morem verjeti.
kot bi tukaj divjal tornado. Verjemi, da sta divjala gospod Bonner in gospod Brown. Tega ne veva zagotovo. Lahko bi bili vlomilci. Vlomilci, ki so pozabili denar. Mami, prestrašiti te hočeta. Aure nikoli ne lažejo, veš? Moramo jo prijaviti policiji. Ne smeta je odnesti brez kazni. Že, vendar nimam dokaza. Vem, ampak nekaj moramo ukreniti. Ne bomo stali križem rok. Opekel sem se. Previdno, očka. Poslušaj, nikar se ne razburjaj. Kar je, je. V cvetličarno bomo dali alarm in to takoj jutri. Zdaj grem pa spat. Lahko noč, Blum. Tudi jaz grem spat. Se vidiva zjutraj. Lahko noč, mami. Čuden občutek imam. Cvetličarna. Mamina cvetličarna. Tam je. Tam je. Požar! Blum, kričala si. Je vse v redu? Je tlačila mora? Ne, bilo je videnje. V cvetličarno moramo, nekaj se dogaja. There's a feeling in my heart, not a dream, but a real thing. Time alone stands in my way, rushing, running fast as light. With my courage and my foresight, defeat the evil of my enemies. My magic will win. In prosim, pridite čim prej, požar se hitro širi. Kako je to mogoče? Mike! Moji možje bodo tukaj, kot bi bignil, nikar ne skrbi, ljubica. Boš videla, hitro bomo pogasili. Tudi hitro je lahko prepozno. Ukrepati moramo takoj. Blum, ne! Moja enota je že na poti. Če takoj ne pogasim požara, bo vse uničeno. Nekaj moramo ukreniti. Ampak saj ne moreš. Seveda lahko. Vila sem. Naj ti bo. Če grem lahko s tabo. Naju ta pregrada varuje pred ognjem? Ja, pojdiva proti sredini sobe. Te je strah? Ne. Hej! Dojenček je! Jog prihaja iz tiste smeri. Ne boj se, punčka mala. Zdaj si v mojih rokah. Na pomoč! Blum, poglej, nekdo leži na tleh. Očka, tega človeka sem že videla. Šofer gospoda Browna in gospoda Bonnerja je. Kar mirno, gospod, pomagala vam bova. Hvala. Kar pojdi, očka, bom že jaz naredila. Previdna bodi. No, končno so tukaj. Izkazali ste se, fantje. Kako naj se vam zahvalim? Rešili ste mi življenje. Kaj ste iskali v cvetličarni?
Jaz sem potaknil požar. Stvari so mi ušle iz rok in znašel sem se sredi plamenov. Povejte, sta vas poslala gospod Brown in gospod Bonner? Tako je, ker niste podpisali, sta vas hotela naučiti kozjih molitvic. Tokrat se ima načrtni obnisel. Trda vam prede, prijatelj. Že, ampak krivde ne bom nosil samo jaz. Policiji bom povedal, kako in kaj. Povedal bom, kako Brown in Bonner grozita in prenašata ljudi okrog. Prevzemata njihove trgovinice in jih spreminjata v trgovske centre. Verjemite, zelo mi je žal. Vem. Vidim, da je res. Saj to ni res. Ta mala gnida je čez noč postala slavna. Poglej jo vendar, da ti gre na bruhanje. Ne zdržim več. Z denarjem od zavarovalnice bom lahko cvetličarno še povečala. Imela boš tudi najboljši alarm, kar jih obstaja. To pa zagotovo. Ne posmehuj se, skrbi me zate. Saj vem. Bloom, nisi nič lačna? Tudi junaki morajo jesti. Je kaj narobe, ljubica? Ja, mami, res me nekaj muči. Kaj pa? Med požarom sem imela nekakšno videnje. Videla sem tebe, očka, kako iz požara rešuješ dojenčka. Kaj je? Kaj narobe? Sem kaj takega rekla? Ja, Mike. Mislim, da bi ji moral povedati. Čas je, da izve. Kaj pa? Resnico, ljubica. Dojenček, ki si ga videla, to si bila ti. Pred 16 leti sem te rešil iz požara. Požara? Ampak kako sem se znašla v tem požaru? Res ne veva. Oče te je našel tam. Bil je pravi čudež. Plameni ti kar niso prišli blizu. Bilo je, kot da bi te ogenj varoval. Ne vem, kako si prišla v tisto hišo. Bila si sama samcata, pa vendar tako nenavadno mirna. Takoj sva vedela, da si nekaj posebnega. Potem to pomeni, da nisem vajina hčerka. Posvojena sem. Zakaj mi nista povedala? Saj sva nameravala. Vse bi ti pojasnila, ko bi bila dovolj stara, da bi razumela. Ampak potem se je vse spremenilo. Vile, velikani, čarobna kraljestva. Vse skupaj je bilo prav noro in potem je zmanjkalo časa. Nisva ti hotela prikrivati resnice, Bloom. Za naju si najpomembnejše bitje pod soncem. Najin zaklad si. Že od vsega začetka te imava rada z vsem srcem in te bova vedno imela. Ljubica, tako zelo te imava rada. Jaz pa vaju. Zame bosta vedno najboljša starša na svetu. Glavo po konci, Bloom. Musa ima prav. Kar se ti je zgodilo, je nekaj najlepšega na svetu. Posvojitev tujega otroka je dejanje izjemne nesebične ljubezni. Kar je popolnoma logično. Zelo srečna punca si in zato se malo nasmehni. Saj vem, Musa. Vem, moja starša sta neverjetna. No, Bloom, in kaj boš zdaj? Najprej bom poiskala nekaj odgovorov. Zakaj v požaru nisem bila poškodovana? Kdo so moji pravi starši in kdo sem jaz? Si prepričana, da bi rada izvedela vso resnico? Mislim, da nimam izbire. Iskanje utegne biti dolgotrajno in naporno, morda tudi boleče. Kaj bi ti na mojem mestu? Bloom, samo zate me skrbi. Nočem, da bi trpela.
Hvala, Flora, ampak zame ni več poti nazaj. Hočem izvedeti vse o svoji preteklosti. Zdaj bolj kot kdajkoli. In me bomo ves čas ob tebi. Konec koncev je moj hobi, da povsod dotikam svoj nos. Daj no, kdo bi si mislil? Mi boste res pomagale? Brez skrbi. Se razume? Vsekakor. Zanesi se na nas, na... Winksice! Winksice!